živel bi drugače, raven bil bi moj korak. Kar jaz zdaj doživljam, je za druge mrak. Čevlje nosil bi na ušesih, prosil stopala bi klobuk. Avto kuhinji bi parkiral, imel na ulici pouk. To je bila samo moja fantazija. Čak da kad sam počeo su rekli ljudi, bili su skeptični vrlo. Ko će sad Parkinson ljudi gledati da bi igrali i zašto bi uopće igrali, a ja znam da bi igrali zato što i mačke se igraju sa lopticom. Prema tome i uzbuđene su o tome. Tako i ljudi. Kad igraš loptica se vrti u zraku iz nekog razloga, to je toliko fascinantno. Stvar je u tome da je to terapija. A terapiju moraš imati disciplinu, a disciplinu ne moraš imati ako nešto voliš. Prema tome, ako voliš, onda ti nije potrebna disciplina. A mi svi volimo taj. Parkinson nije zarazan, ali ping-pong je. Parkinsonova bolezen ima že 200-letno zgodovino. V zadnjih 100 letih jo podrobneje raziskujejo. Nakljub dejstvu, da je v Sloveniji vse več bolnikov, uradnega podatka o njihovem številu ne premoremo. Zato bomo izhajali iz podatkov, ki so bili uporabljeni pri oceni razširjenosti Parkinsonove bolezni v državah razvitega sveta. Osnovo predstavlja podatek, da ima Parkinsonovo bolezen 0,3% populacije. Pri ljudeh starih več kot 60 let je to 1%. Pri ljudeh starih več kot 80 let pa se obolelost dvigne na 4%. Če te podatke prenesemo v slovensko populacijo, pridemo do naslednjih teoretičnih izračunov. Po njih ima v Sloveniji 7030 ljudi Parkinsonovo bolezen. Med njimi je nekaj manj kot 6000 takšnih, ki so starejši od 60 let, oziroma 4760 starejših od 80 let. Povprečna starost, pri kateri se pojavi bolezen, je 60 let. Zaskrbljujoč je podatek, da se bolezen pojavlja tudi pri ljudeh starih od 20 do 50 let. To pomeni, da v tej starostni kategoriji za Parkinsonovo boleznijo zboli od 10 do 20 ljudi. Letno naj bi se število bolnikov v Sloveniji povečalo za 200. Po neuradnih podatkih pa naj bi v Sloveniji imelo Parkinsonovo bolezen med 9 in 11 tisoč ljudi. Če ta izračun prenesemo na nivo Evropske unije, potem ima Parkinsonovo bolezen 1.341.000 ljudi. V Sloveniji imamo društvo Trepetlika, ki je namenjeno Parkinsonovim bolnikom in v katerega je včlanjenih 1200 bolnikov, njihovih skrbnikov in drugih posameznikov. Bolnik, ki dobi diagnozo Parkinsonova bolezen, pravzaprav ni presenečen. Na nek način se mu je na telesu nekaj pojavilo, neka neznano gibanje ali neka togost. Meni se je pravzaprav začela tresti roka. Malo sem se počutil nerodno, vendar to ni bila neka bolečina ali kakšno presenečenje večje. Bolj je bilo presenečenje to, ko sem diagnozo zvedel od zdravnika, ki mi je naredil razne teste in me je seznanil, da je to Parkinsonova bolezen. In jaz nisem vedel, pravzaprav, kaj je to Parkinsonova bolezen. In sledila je razlaga, ki me je pa dotolkla. Imam 10 let Parkinsonovo bolezen. Prej pa še ne vem, ko ni bilo diagnoze. To napreduje počasi. To ne moreš ustaviti. Sam upočasniš, ker s to boleznijo se da živeti. Samo moraš se zaposliti z nečim, da ne miruješ. Počasneje napreduje, njemu je pa zelo hitro napredovala ta bolezen. On ima 10 let, pa je že na tej dopaminski črpalki. Tako da je kar zelo hitro. Čeprav so takrat, ko so diagnosticirali, so rekli, mi se 20 let lahko s tableti lepo urejamo, da bo lepo nekje normalno živel, ampak to ni res. He said that I had lost my smile at the time. And he said this was the reason why he is, without examining me,
he is saying that I have Parkinson's. And I was shocked. And I said to myself, this must be a mistake, because I was only 50 years old. And I always thought that Parkinson's affects someone who is 70, 80, 90 years old. And I said to the neurologist, I am only 50 years old. He said, yes, Parkinson's is not related to age anymore. In fact, the last 3 patients is U50, 48 and 32. Kardinalni simptom Parkinsonove bolezni so motnje gibanja. In to je v prvi vrsti upočasnjenost in rigidnost, se pravi, bolniki so trdi, gibi so okorni in so tudi bolj počasni. Ta aspekt uspešno lahko zdravimo z nadomeščanjem dopamina v možganih, ki manjka pri Parkinsonovi bolezni, in to rešimo z zdravili. Prepuščal sem to zadevo medikamentom, zdravilom, ker ob diagnozi sem dobil tudi začetno dozo zdravil. Se pravi, zdravila, ki so ta simptom tresene roke pravzaprav anulirala. In večjih doz zdravil za druge simptome jaz pravzaprav nisem dobil, tako da se ni pravzaprav nič spremenilo v prvih letih, pač pa kasneje. If I had another life, I would never walk straight. All the things I love to do, other people love to hate. Wear my shoes on my ears and my hat on my feet. Park the car in the kitchen, take a bath in the street. I love ping pong, I love bounce. I love the Three Stooges and those crazy drums. I like lovers who don't vote the same. And lying on my bed in the stars and the rain. Oh yeah. If I had another life, I would run, run, run. Run, run, run. Have some fun. But seriously, if I had another life, I would run for president. Feed the pigeons in the park. Never pay the rent. Jerry Garcia, Secretary of State, declares money illegal. Now wouldn't that be great? I love ping pong, I love bounce, anchovy pizza and those crazy drums. I like lovers who don't vote the same. Lying on my bed in the stars and the rain. Oh yeah. Ooh, oh yeah. Now, if I had another life, I would do it all again. Run a movie from the middle, beginning at the end. Try to miss the target and win the biggest score. Tell my dad I love him like I never did before. I love ping pong, I love bounce. I love the honeymooners and those crazy drums. I like lovers who don't vote the same. Talking to my father in the stars and the rain. Oh yeah. Ooh, oh yeah. If I had another life, if I had another life, if I had another life, if I had another life. Sama zdravila seveda niso dovolj. Vedno je potrebno za človeško telo, ne glede na katerokoli situacijo, zadosti gibanja. In namizni tenis je eden izmed športov, ki je za človeka zelo ugoden, ker lahko z njim aktiviramo praktično vse mišice v telesu. In po eni strani ni zelo naporen, ker smo omejeni na
manjšo površino, po kateri se gibamo, ne zahteva velikega fizičnega napora, kot bi recimo dvigovanje uteži, po drugi strani pa z hitrimi gibi lahko izboljšamo samo gibljivost lokomotornega aparata in na ta način pripomoremo k uspešnemu zdravljenju bolezni. Seveda, ko bo bolezen še bolj napredovala in bo manj celic v možganih, ki proizvajajo dopamin, bo to nekoliko težje in takrat bo potrebno tudi prilagoditi terapijo. Vendar za bolnike je izjemnega pomena, da imajo zadosti gibanja, ne glede na stadij bolezni, ker lahko na ta način tudi pripomorejo k boljšemu poteku. Za samim gibanjem zelo verjetno ne moremo zaustaviti bolezni, ker tudi z zdravljenjem z levodopo, z dopaminskimi agonisti, se pravi z nadomeščanjem dopamina, ne zaustavljamo bolezni, ampak zdravimo simptome. Zaenkrat zdravila, ki bi zaustavil nevrodegenerativni proces, se pravi proces, pri katerem propadajo možganske celice, takšnega zdravila zaenkrat nimamo. Srečno naključje je, da sem našel na internetu informacijo, da se dogaja prvo svetovno prvenstvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo v Ameriki. No, čim so rekli v Ameriki, je to bilo za mene predaleč, da bi sploh razmišljal, da bi šel. Mi sploh nismo bili pripravljeni organizacijsko, da sploh karkoli deluje na področju medicinskega tenisa. Sem pa dobil idejo, kje se to dogaja, in sem se takoj povezal z avtorjem te zamisli. Ja sam 2015. sam prestao, ja sam profesionalni glazbenik. Ja sam prestao svirati gitaru, nisam mogu sinkope svirati na gitari. I onda sam počeo slučajno igrati ping-pong, prijatelj me pozvao u klub u Westchesteru, Pleasantville, New York. Ja živim u New Yorku. I sutra dan sam se osjećao puno bolje. Pa sam mislio, može biti anegdotal, znači slučajno, ne. Onda sam sljedeći tjedan opet igrao i opet sljedeći dan sam se osjećao bolje. Pa sam pomislio, nešto mora tu biti. Pa sam povećao na 2 puta na tjedan i 3 puta na tjedan. I nakon 3 mjeseca sam mogu svirati sinkopu. Znači, mogu sam opet svirati gitaru profesionalno. Ne? I onda ako je to meni pomoglo, zašto ne drugima? Tako sam osnovao Ping Pong Parkinson 2017. godine, 1. ožujka, znači March 1st. To je neprofitna udruga i sad imamo preko 140 klubova po svijetu. To je u svu pandemiju što se desila napredujemo. Čitava vaša grupa sa Vinkom Kurentom i sa Trpetlikom, to je jako uspješna priča. Zato što je to nije samo sport, to je socijaliziranje, to je pomoć ljudima koji čekaju na krevetima, čekaju da umru. 10 milijuna ljudi čeka na kaučima da umru, a ovo je neke društvene aktivnosti. Dakle, mi nismo s time pobjedili Parkinson, ali smo pobjedili strah od Parkinsona. Mi se ne bojimo više, nego smo zajedno, družimo se i uživamo u životu jednostavno. V 3-4 vadbah od 10. oktobra naprej doživeli enostavno taki efekt te vadbe, da dejansko ni mogoče povedati v besedah, to bi bilo treba doživeti. No in to smo si želeli. To štimungo, ko smo jo naredili, je ta, da ko stopiš v dvorano, stopi v dvorano človek, ki je že prej od zadnjega treninga razmišljal, kdaj bo prihodnji. Se pravi, njega je konec prejšnjega treninga dejansko že zanimalo in ga je že spodbujalo, da bi prišel čim prej na drugi termin. Ljudje so kar prihajali. Ni tedna, da ni prišel nov. Doživeli smo kaj. Če smo z občino si postavili cilj, da nismo zadovoljni s tem, ker nihče se ni ukvarjal s tem, da bi te ljudje, ki imajo Parkinsonovo bolezen, začeli vaditi, da so dejansko se zadostovala jim samo zdravila. Se je zdaj zgodilo, da namesto 10 smo jih imeli v roku 2 mesecev 20. Za 20 ljudi pa potrebuješ 10 miz, celo dvorano že, ne? Ampak jih je prišlo še več, jih je bilo že 30. In za 30 smo rabili že 2 termina po celo dvorano. Danes se dogaja to, da se je ta namizni tenis v resnici vlegel v
v življenje, vsedel se je v življenje bolnikov, nas bolnikov. Vem, da sem šla po stopnicah z enim izmed mojih teh v ekipi, pa sem rekla, kaj ti že igraš? Je rekel, ne. Sem rekla, ja, še nikoli nisem imela loparja, pa se je samo smejal. Pa sem mislila, fajn, še eden, ki ni imel loparja v rokah, ne bom sama tam, ne. Ma kje, ko sem pol začela igrati, sem videla, da on ful igra, da mu gre, ne, ampak so me usmerjali. Tako da me je takoj zasvojila, ko sem prvič darila, sem bila že zasvojena s to igro, no, moram povedati. Mi brez trenerja ne moremo. Trener je, če lahko tako rečem, edini, ki ni bolnik, ampak je človek, Grega Komac, ki je nekako sprejel naše tegobe in jih na en način zna prenesti preko treninga, namiznega tenisa in preko telovadbe tudi vsakemu posebej. In to medsebojno zaupanje gradi tako skupnost, zato smo zelo zadovoljni, da ga imamo. Moj cilj je, da skupaj z Gregorjem, in to nama uspeva že, greva še v druge kraje po Sloveniji in da javnost tam in pa tudi podjetja seznanimo s tem, da je vendarle ta tretja oblika namiznega tenisa izjemno pomembna, ne samo iz aspekta, da se šport uporabi za zdravljenje ljudi, ampak iz aspekta socializacije. Socializacija pa pomeni, da je bolnik našel sredino, v katero sam gre rad, ne da ga vleče ta sredina, ampak hoče soustvarjati. Po drugi strani pa je vredno podpirati tako, ne bom rekel humanitarno, ampak zgleda, da je to humanitarno dejavnost, ker dejansko vredno je podpreti skupino, pri kateri, ko stopiš v dvorano, vidiš, da je atmosfera neverjetna, da že sama atmosfera zdravi človeka, ki stopi v to dvorano. To je zelo zanimiv dan bil. Sicer sva se z Vinkom že prej poznala, ker je tudi pomagal našemu klubu, ampak ne na taki osebni ravni, ko sva sedaj. Ko mi je predlagal, če bi prevzel vadbo z ljudmi s Parkinsonovo boleznijo, nisem imel blage veze, kaj je to, zakaj gre, kdo so te ljudje, kako funkcionirajo, v kakšnem stanju so. Dejansko nisem imel pojma. In ko sva ustanovila skupino in ko sem prišel na prvi trening in sem videl te ljudi, ko noben od teh ni imel loparja v roki nikoli ali pa mogoče v mladostnih letih, sem videl, kako so drugače polni energije, polni življenja. In ja, ni bilo lahko, no. Tako da Vinko me je takrat kar masiral, da sva to nekako uspela uskladiti. On mi je tu dal veliko literature, da sem si prebral, da sem se začel spoznavati s to boleznijo. In na podlagi tega je počasi prehajalo tudi v meni neka empatija drugačna. In mislim, da sem ravno v tem doživel tisti čar in to spoznanje, da lahko res nekaj naredim za te ljudi. Če živel bi drugače, raven bil bi moj korak. Kar jaz zdaj doživljam, je za druge mrak. Ping-pong zahteva, da odčitaš nasprotnikov udarec, kakšna je žogica, in se postaviš ter udariš pravilno v pravim kotu. In takrat izklopiš vse te tegobe, pozabiš na Parkinsona. In to je bistvo tega. Dokler sem v dvorani, sem polna energije. Samo da stopim noter, kar puhti od mene,
pa celo igro. No. In jaz bi igrala v nedogled, če bi se dalo, ni važno. Nisem utrujena, nisem nič, drugi že vsi nehajo, jaz bi še kar igrala. Ampak potem pa, ko grem dol po stopnicah, že čutim težo, ne. Ampak ne za dolgo. Če vsaj pol ure igram na dan, mi dvigne energijo, no, moram povedati, sem takoj polna. Če pa ne igram, pa ves čas samo razmišljam, joj, kje bi zdaj lahko danes igrala. Tako da meni osebno so 2 do 3 treningi na teden premalo. Vidim pa, da tisti, ki so malo manj gibljivi od mene, da ne zmorejo toliko. Ne. Vsak posameznik pač po sebi nekako sodi. Vsi pa radi pridejo, tudi če ne zmorejo, pa igrajo pol ure, pa se malo sedejo, pa spet igrajo, ker je tudi pomembno to druženje. Mi smo v bistvu prijatelji, se poznamo, se pokličemo, če koga ni, me pokličejo, rečejo, veš, ne morem, grem zdravniku, skratka vse vem, kaj počno, ker si vse povemo, zakaj ga ni, tako da smo, tudi če kdo ne javi, smo že vsi zaskrbljeni, ga pokličemo, kaj pa je s tabo, skratka skrbimo drug za drugega in nam dosti pomeni to druženje, to naše, na novo spoznavaš ljudi, na nove prijatelje imaš, ki gledajo na življenje malo drugače kot ljudje, ki so brez težav. Ker tisto, kaj nimaš, tisto začneš ceniti in ugotoviš, da je v bistvu zdravje najbolj pomembno, kot ti opeša, ne. Prej se ne zavedaš tega. Več znaš, bolj vidiš, da nič ne znaš. Tako kot je, ne. Na začetku sem mišljala, vse ne bo tako težko, ne. Vse mi uspe žogico dati čez. Zdaj pa vidiš, da bi bilo treba spin, pa bi bilo treba zabijati, pa bi bilo treba braniti močne žogice, potem pa hočeš spet naprej, hočeš to osvojiti. Zakaj oni znajo, jaz pa še ne. Veste, to je bolezen, kjer če si doma obležiš in se potem življenje počasi konča s kakšno pljučnico ali kaj takega. Te ljudje si pa krepijo mišice, kar je izredno pomembno, zato ker je ena od teh simptomov tudi padanje, ne, motnja ravnotežja in čim se ti tak človek, ki je že malo počasnjen, pade, veliko zlomov je. Zlom pa veste, kaj pomeni za enega bolnika, ki se toliko časa ne bo gibal, ker gibanje je pa nuja za te bolnike. Poleg tega, da so zdravljeni v redu, nevrolog jim predpiše zdravila, sam ta zdravijo samo simptome. Zgleda, da si pa zbodel s tem namiznim tenisom stanje zboljšali, to se pravi, neki sami zase naredijo in to je tudi tisto, kar jaz mislim, da mora biti človek tudi odgovoren za svoje zdravje. Res je, da pri Parkinsonovi bolezni je to težko, ker ti manjka glih tistega transmiterja, ki ti daje voljo do veselja, do življenja, ampak zgleda, da se na ta način nekaj premika. Pozabiš na vse. Gledaš žogco nasprotnika, kaj je naredil z žogco. Tisti moment, ko mu je padla na lopar. In ti moraš odčitati in delcu sekunde pravilno se postaviti in odigrati, obrniti žogco. To polno zaposliš možgane in pozabiš na vse drugo. Da je to dobra terapija. Glede na to, da jaz igram več kot 40 let že ta namizni tenis, zdaj bom rekel drugače, ta energija žogice in mogoče mojega davanja nasvetov, kako igrati s to žogico, da jim je dalo to, v bistvu nimam besed, ker če gledam prvi mesec, prvo leto te vadbe, to je bilo vse tako volontersko na približno, malo smo delali, malo smo se igrali, nič posebnega ni bilo. Zdaj pa skoraj po 3 letih je to preraslo, da smo postali po en velik klub, ki res dejansko delamo načrtno, za ciljem in mislim, da je to nekaj, kar je njim in posebej meni dalo neko dodatno moč in energijo, da to sprejmem in da to speljem do konca. Ko pa ste že omenili, kaj je čar te žogice, mislim, da jim ta
ta magični odboj in dotik z mizo in kontakt z loparjem in sam zvok te žogice, kako leti po dvorani, da jim da neko drugo dimenzijo videnja vseh stvari, ki se dogajajo okoli njih. Ni veliko tekmovanj na svetu, oziroma je svetovno namizno teniško prvenstvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo verjetno edino, kjer sodijo aktivni udeleženci tekmovanja. Letošnje v hrvaškem Pulju je bilo po prvenstvu v Združenih državah Amerike in Nemčije tretje tovrstno tekmovanje. Bilo je rekordno v vseh pogledih, saj je na njem tekmovalo okoli 200 športnikov. Za slovensko 18-terico je bilo tudi plodno, saj je osvojila 4 medalje, 2 zlati in 2 bronasti. A bolj kot rezultat, vse dni prvenstva so bili aktivni vsi na spisku, saj so tudi tisti, ki so izgubili, nadaljevali z igranjem, je bilo pomembno, da so se prav vsi v Pulju dobro počutili. To je jedna lavina. Znači, ja ljudi zovem pakuljicama, a ovo je bak, kako se kaže, kad snježna lavina. To je nezaustavljivo. Tako da čitav svijet već se bruji o tome. Imamo skoro 2000 ljudi koji igraju sada. Počeli sa mnom. Sada, tako da ostvarujemo san moj. I vidim da su ljudi zadovoljni da šire tu ideju. Često kažem da mi nismo pobjedili Parkinson, ali smo pobjedili strah od Parkinsona. Res treniral zadnje čase v eni sekciji namiznega tenisa, kjer so igrali z mano načrtno. Tako smo se zmenili, da sem dobil občutek in sigurnost. In tule sem pač eksplodiral. To se ne more zgoditi vsak dan. To je sreča. To smo takrat igrali v skupini v Pulju. Je prišla moja žena je rekla, če bi igral z njim, da je tam eden, ko so nemški trenerji bili, je rekel, da nima partnerja, ta Adriano. In če bi jaz igral z njim. In mi je žena pol povedala, rekla, če bi bom igral. Pa rekel, ja. Tako smo padla skupaj. On ima tako napredovano to bolezen, da so ti izklopi tako nepredvideni. Ne? In ko pride do izklopa, mi dva smo pač najbolj bala se, da bo to med igro. Da bo to tam, ampak zgleda, da je njemu tudi adrenalin naredil svoje, da je on tako intenzivno odigral. In moram vam reči, četrtek v tisti skupini, ko so bili 4 odigral vse tiste 3 tekme, gremo domov, še čisto vse normalno in nič, prijemo domov, čez prak, ga je pa stisnilo, ne? Je popustilo vse in zdravilo in vse, kot da se je izčrpil čist, ne? In to naj je bilo najbolj strah in tudi za finale pol, ker pač zdaj, če je že tako daleč prišel, bi bilo fajn, da v finalu tudi nekaj doseže, a ne? In takrat pa res bila v največji skrbi, da ne bo mogel, ne? Ker tudi tako se zdaj nama zgodi, gremo ga na trening, se pelemo, on normalno, včasih kar po 15 minutih že pride nazaj, ne more več, ne? Tukaj je, da še ga pomagajo še obleči, oni kolegi tam, da pride do avta. To me je bilo najbolj strah, ampak glejte, se je išlo in smo izborili do konca. Vse si že želim, da se polim se igram, pa da odigram. Ker užitek je, kadar zadevaš. To je užitek igrati, da ti pade gor. Jaz sem bil v transu v Pulji, ko je publika vsa navijala za mene. Mene je to dvignila
Preko svojih zmožnosti sem igral. In ko sem končal, nisem mogel svoje žene. To me je vse pokrilo. To so užitki. To so pa bili užitki. To si enkrat mogoče nikoli več. I played against Marian and 2 German players, and I lost all my 3 matches. But I was the only one who won 1 set against Marian. So Marian beat me 3-1, and he beat the 2 Germans 3-0, 3-0. And it so happened, I was feeling a bit disappointed because I felt I let my country down, you know, Malta. But all of a sudden, an opportunity came. And the Slovenian coach asked me whether I wanted to play with Marian in the men's doubles because he did not have a partner. Apparently his partner was in hospital here in Slovenia. And I said yes, of course. So the organizers accepted our participation and we entered as Malta-Slovenia team. Now something interesting, Marian and I could not communicate. I cannot speak Slovenian and Marian cannot speak a word of English. But we communicated with table tennis, okay, with ping pong. So thanks to our coaches, I had never played doubles before, and I thought it was going to be an impossible feat for us. But we managed to adopt a tactic. So I was defending the ball, giving it a spin. The opponent would put the ball high, and Marian would smash, because that is his asset. And it worked because out of 7 matches, 7 games, we won 6 games 3-0, and only 1 semi-final we lost 1 set, so 3-1. And we were the underdogs in the final against a very strong German team, but we played superbly, and I can say that I was honored to play with Marian, who is really an inspiration at 72 years of age. He is really, when he plays table tennis, he's like a teenager. So he becomes a young man again. And we really did well together, we became friends, and this is really the added value of this competition. Because thanks to Parkinson's, thanks to ping pong, we feel good in ourselves, we are world champions, and next year in Austria we intend to defend our world title again. V soboto me pokličejo v polfinalu, tuhtam za posamezno. Tuhtam se rekel, pa kaj je to? Rekel, veš, sem se potrudil. Nedeljo me pokliče, mu čestitam seveda, nedeljo me pokliče, prav veš, da sem zmagal v finalu. In v dvojicah. Koliko dvojicah? Jaz z enim iz Malte, ko smo se slučajno skupaj dobila, dirigiram. Rekel, ne, mogoče, je res to možno. Jaz v dnevni sobi sedim in sem bil tako šokiran in sem rekel, hvala Bogu, da je hodil, da je zdržal pri nas, da je, nisem sam jaz bil njegov partner, mi smo se 3-4 menjavali, na koncu sem ga imel jaz za tiste finese, ostali so mu devali pa kar take, kar ošter, da je malo gibo se, bolj gibljiv moraš biti, ne. Tako da smo rekli, ne, ko je tudi pri taki bolezni pa toliko vole pokazal človek, ki je ta zgamba, sam kapo dol, resno kapo dol. Koncentriram se na žogico, na lopar, ampak je treba toliko stvari misliti, da včasih katero pozabim in to se mi maščuje. Moram žogico na sredo loparja, moram pravilno držati, moram iti preko, ne smem pozabiti na noge, ne smem se pozabiti od mize umakniti. Joj, veste, koliko je teh stvari, ne? To nihče ne ve, koliko moraš misliti za tisto mizo, ne? Pol ti sam rečejo, kaj se pa tako resno držiš? Ja, kje? Koncentracija je resna stvar. Sploh ni enako kot na treningu. Na treningu je žogica naš prijatelj, tu se mi pa zdi, kot da je sploh ne poznam, ker pride iz nemogočih kotov. Sploh nimaš občutka, da znaš igrati ping-pong, naenkrat se ti zdi, da ne znaš nič, trema veliko naredi in se treba zelo skoncentrirati. Prve tekme zjutraj so najtežje, ko še nisi ogret, mogoče dovolj psihično, še bolj kot fizično. Potem kasneje že malo lažje, ampak vedno je zelo napeto. Nikoli nisem trenirala kakega športa, mi je pa bil všeč ta, kako naj rečem, kolo, ki vrti
vse tole, če se nekje športno udejstvuješ, no, vsi ti treningi, pa tekmovanja, potovanja, ki so povezana s tem zvezi, vedno sem jih občudovala, ta stil življenja, no. In seveda si nisem mislila, da bom jaz kdaj v mojih letih to tudi doživela. Včasih smo z otroci hodili na treninge, ko sta igrala tenis, pa nismo razumeli, ko jim ni šlo, pa so mimo vdarili, ne, tako kot zdaj mama mimo tolče. Je zabavno, no, da sem zdaj jaz v tej vlogi, ko me spremljajo na treninge in na tekmovanja. Sistem tekmovanja na svetovnem prvenstvu v Pulju je bil tako naravnan, da so bili udeleženci in udeleženke, odvisno od stopnje bolezni, razdeljeni v 3 kategorije. V prvem delu tekmovanja, šlo je za skupinski del, so bili po 4 v skupini. Vsak je vsakim odigral po dvoboj. Boljša 2 sta napredovala v izločilni del prvenstva. Ker je smisel tovrstnega dogajanja, da so udeleženci zaposleni vse turnirske dni in da vsi skupaj odigrajo kar se da veliko število dvobojev, sta v drugi del napredovala tudi slabša 2, a se nista potegovala za medalje, ampak za končno uvrstitev. Tako sta lahko svetovni prvak in najboljši v tolažilnem delu prvenstva opravila enako število dvobojev, 7. In ker je bilo na programu svetovnega prvenstva še tekmovanje v moških, ženskih in mešanih parih, so bili tisti, ki so tekmovali v vseh kategorijah, zares na polno zasedeni oziroma so bili v dvorani Mate Parlova od jutranjih do pozno popoldanskih ur. Marjan Vitanc, svetovni prvak 3. skupine, je najprej zmagal 3 dvoboje skupinskega dela. V prvem krogu izločilnega nadaljevanja je bil prost. Nato je nanizal naslednje 3 zmage. Najprej je 2 nasprotnika iz Nemčije ugnal s 3-0, finale proti Švedu pa zmagal s 3-2. V moških parih je moči združil z Maltežanom Maso. V 7 dvobojih sta oddala le niz in se povsem zasluženo veselila nekoliko nepričakovanega prvega mesta. Slovenija je na Hrvaškem prišla še do 2 medalj. V ženski kategoriji je zanjo poskrbela Biserka Muršec, ki je izgubila prvi dvoboj v polfinalu, 4 zmage pa so jo popeljale do prve bronaste medalje. Do druge je prišla v ženskih parih skupaj z Danico Kozbek. Zdaj sem dal skozi že 2 svetovna prvenstva. Prvo je bilo lani v Berlinu, ki je bilo zahtevno, težko, pa sem imel samo 6 ljudi. Ampak vseeno sem imel pomoč tudi od Vinkotove žene, tako da sva skupaj usklajevala in je bilo znosno, je bilo vredno na koncu. Letošnjo svetovno prvenstvo pa je bilo, mislim, da nenormalno zahtevno in težko, ker dejansko sem imel 18 igralcev in igralk, ki sem mogel biti vsako minuto od jutra do večera na razpolago vsakmu. Ne samo to, da so igrali, da sem jih mogel pripeljati do mize, kateri so igrali, da sem jih mogel dejansko segreti, pripraviti do tega, da so zjutraj vstali, da so prišli na zajtrk, da smo skomunicirali sploh, kaj bomo skozi dan delali in potem celi dan biti vsakmu posebej na razpolago, pomagati na 101 način. Onih 5 dni sem vsak večer padel tako dol, da to ni bilo humano. Tako da se spomnim zadnji dan, ko smo še odigrali v bistvu 2 finala in polfinala, ko smo končali vse to, ko so se podelitve odigrale do konca, sem samo rekel, idite počasi proti avtobusu, pustite me pol ure pri miru in sem šel oblečen tja, sem se vrgel v morje notri, je bilo mrzlo ko satan, sem rekel, zdaj glavo da malo na pašo in tistih pol ure je bilo ono, da sem prišel k sebi za teh 5 dni, ki je bilo res dejansko življenjsko naporno, res je bilo težko. Rezultati so bili, ki sem že lani rekel, da bomo težko ponovili tak rezultat, ko je bil 1 leto nazaj, pa so bili samo še boljši. To je tisto, kar ti da sicer dosti več motivacije in želje, da bojo rezultati še boljši. Je pa eno dejstvo to, da so vsako leto bo nastopilo več držav. Vsako leto bo nastopilo več igralcev, ki bojo boljši, ki že vsi trenirajo. In vsako leto nam bo težje. Kljub temu, da mi več treniramo, bolj intenzivno, več drugih vaj delamo, res se pripravljamo na to, nam bo vsako leto težje.
ampak meni v osnovi ni cilj, da smo vsako leto, dobro, je cilj, da smo boljši, ampak ni cilj, da moramo vsako leto biti svetovni prvaki. To je pri taki mali državi, zdaj gledam Nemčijo, Dansko, ko pripelje po 50-60 ljudi na tekmovanje, pa se mora z njimi napenjati pa zmagovati, mislim, to v nedogled ne gre, ne? Ampak dokler imam tako ekipo, ko jo imam, se ne bojim, da ne bi še kako medalje domov prinesli, pa tudi, če je samo ena. Uspeh, ki so ga na svetovnem prvenstvu dosegli slovenski igralci, ni ostal neopažen. Še posebej sta bili v ospredju zlati medalji Marjana Vitanca. Zanj in za ostale junake svetovnega prvenstva so v Braslovčah, kjer prebiva Vitanc, pripravili prikupni sprejem. Tamkajšnji župan je obljubil, da bo poskrbel, da bodo imeli bolniki s Parkinsonovo boleznijo možnost treniranja namiznega tenisa v njegovi občini. Tistega trenutka, ko bi moral iti, pravzaprav jaz nisem mogel iti, ker sem imel sepso. Smrtno nevarno je bilo dejansko, sem bil v nevarnosti, da umrem, česar se mogoče nisem zavedal, ne, normalno. Ampak kasneje, glede na to, kar sem 50 dni doživel v bolnici, je bila katastrofa. Vendar, izgleda, da sem poklican še za kako drugo stvar, da moram narediti. Pustili so me živeti, investirali so zdravniki vame res ogromno znanja svojega, potrpežljivosti. Jaz pa sem mogoče vračal tudi za svojo voljo, torej želel sem si vse narediti, kar je le može, da bi bil čim manjše breme. In ker ne morem iz svoje kože, se je zgodilo, seveda, edini, ki je imel vezo z mano v bolnici svetovnega prvenstva, je bil Grega, ker drugim nismo dovolili, družina ni dovolila, ker dejansko sem bil, nisem mogel niti komunicirati. Ampak, ko sem jaz vedel, da so naši ljudje dobili 2 svetovna prvaka, smo dobili. Enega v moških posamezno, drugi razred, in drugega v moških dvojicah z predstavnikom Malte. In ko sem jaz to zvedel, pa žal je bilo svetovnega prvenstva konec, jaz sem počasi prihajal k sebi, moj zdravnik, ker sem bil 50 dni v bolnici, 52 dni bi pa moral iti, takrat pa je že bila konec tiskovne, je poklical ženo in je rekel, gospa, vaš mož je toliko v redu zdaj, fizično, da če ga boste spremljali, lahko gre na to konferenco, ker ne bo preživel tega duševno in psihično, če ne bo mogoče to narediti, kar bi bil plod njegovega dela in plod tudi rezultatov delovanja te skupnosti na tistem območju, ker tam tudi obstaja šansa, da bi se še kaj novega porodilo. Mene so pustili, jaz sem odšel tja s tem, da je bilo presenečenje fantastično, sprejem je bil fenomenalen in dejansko, ko človek to začuti, vidi v enem takem malem kraju, v dvorani 100 ljudi, tam pa župan občine in pa prvak igrata ping-pong. Zadnja leta bolezen ne izbira več pri starostnikih, ampak je praktično tudi med mladimi prisotna. To je zelo zaskrbljujoče. Kaj je razlog o tem, bo bolj stroka povedala, zagotovo način življenja pozitivno ne prispeva k temu. Je pa dejstvo, da kar se občine tiče in lokalne skupnosti, bomo zagotovo lahko veliko naredimo. Eno je v ozaveščanju ljudi, drugo je pa ne glede na to v zagotavljanju pogojev za lajšanje, se pravi napredovanje te bolezni, za zagotavljanje pogojev, prostorskih pogojev za aktivno vadbo namiznega tenisa. In to vsekakor bomo zagotovili, pa ne samo za naše občane, ampak širše za celotno regijo. Govoril sem z kar nekimi župani, vsi so pripravljeni s tistimi, ki sem govoril, tukaj aktivno pristopiti k reševanju situacije in verjamem, da bomo našli tudi ustrezno rešitev, da bodo ti imeli dobre pogoje. Stroka je pa tisto in pa praksa kaže tisto, kaj v bistvu pomaga in na nas je, da to prisluhnemo, da pomagamo in da na nek način skupaj naredimo življenje lepše in boljše in kvalitetnejše. Del problema je, da bolniki s Parkinsonovo boleznijo imajo slabšo motiliteto, se pravi slabšo gibljivost črevesja in temu primerno težka hrana, kot je recimo rdeče meso, kot je zelo mastna hrana, bistveno vpliva na kvaliteto življenja bolnika, ker je takšna hrana težje prebavljiva
in potem tudi bolniki čutijo bolečino v trebuhu in tudi težje odvajajo blata. Po drugi strani imamo prehrano, ki bi po nekaterih študijah lahko delovala celo protektivno oziroma upočasnjevala neurodegenerativni proces. Se pravi, takšna hrana je tako imenovana mediteranska dieta. Se pravi, hrana bogata z ribami, z zelenjavo in z recimo nenasičenimi maščobami, kot je olivno olje. Če bodo vaši gledalci malo poiskali po internetu, bodo pa videli lahko, da nekateri priporočajo celo določene vrste prehrane, ki bi lahko izboljšale same simptome. In ena izmed takih hranil je bob, ker v bobu se nahaja levodopa. Seveda, če bi hoteli zelo močno vplivati na sam potek bolezni, bi mogli pojesti zelo dosti boba. In kar je še pomembno je, da z samim bobom ne nadomeščamo zdravil, ki jih je zdravnik predpisal, ampak lahko bob jemo zraven pri obrokih in tudi morda na ta način nekoliko izboljšamo same motorične simptome Parkinsonove bolezni. V prihodnje se bodo lahko bolniki s Parkinsonovo boleznijo oprli pri telesni vadbi na napotke iz knjige z naslovom Ni predaje, ki je namenjena kot pomoč pri treniranju namiznega tenisa. Izdana bo v prvi polovici letošnjega leta. Do jeseni bosta slovenski izdaji sledili še različici v angleškem in nemškem jeziku. V srednji šoli, ko sem mogel napisati kak izpis, da sem že imel težave s tem, ker nisem pisec, nimam v glavi teh zamisli, ko jih imajo eni, ko lahko v sekundi napiše 5 strani, je bilo zelo zahtevno, ker dejansko je knjiga, ki ne bo zavzela samo začetek, kar sem mislil, da bom naredil vaje za njih, ampak je iz teh vaj nastalo kar več, je tudi o prehrani, o samem namiznem tenisu, o zgodovini namiznega tenisa, o tehniki igranja. Tako da je knjiga ratala zelo obširna in mislim, da se bojo najdli ne samo Parkinsonovi bolniki, ki igrajo namizni tenis, ampak tudi Parkinsonovi bolniki, ki ne igrajo in mogoče tudi za ostale, ki so zdravi, ki nimajo problemov z boleznijo. Tako da mislim, da je knjiga tak, da bo kar obširna in da bo kar zanimivo branje. Če povem po pravici, ne vem, kaj se je zgodilo, kdaj sem se sploh odločil, v kakšnem momentu. Mislim pa, da je bilo lani po svetovnem prvenstvu v Berlinu, da smo po nekem treningu sem malo razmišljal, kaj naj jim dam za delati, kak bi njim izboljšal stanje, ne samo z igranjem namiznega tenisa, ampak tudi s čim drugim, z kakšnimi vajami, da jih malo gimnastično popravim, da jim ravnotežje popravim, da jim moč popravim. In smo dejansko prvotno se spravili delati v praksi in na srečo imamo v telovadnici še eno malo telovadnico, kjer lahko te vaje izvedemo. In ko sem jaz videl, kako so te vaje delali z velikimi težavami, pa ne samo oni, ugotovil sem, da jaz delam te vaje z malo manjšimi težavami, ko sem zdrav. Vem, da imajo oni velike probleme in takrat, ko sem začutil, da dejansko delajo veliko premalo na vseh teh elementih, sem se odločil, da jim bom pripravil vaje in da bom napisal nekam te vaje prav za njih, ker drugače sem tudi licenciran trener fitnesa in kondicijski trener, tako da glede na to, da sem v teh mojih letih športnih spoznal veliko ljudi, ki so na tem področju zelo močni, mislim, da mi izkušenj ne manjka in potem sem se odločil, da na podlagi tega pripravim in naredim nekaj, da jim izboljšam njihovo življenjsko stanje. Ta mednarodna skupnost bolnikov s Parkinsonovo boleznijo ceni naše napore. Jaz dejansko sem bil kot imenovan za podpredsednika Združenja teh pingpongašov s Parkinsonovo boleznijo iz celega sveta. To je dejansko odraz, kaj smo mi v Mariboru naredili. In glede na to, kaj smo v Mariboru naredili, se mi je porajala ideja, da bi tako mesto, kot je Maribor z UKC-jem, z medicinsko fakulteto, z visoko šolo za zdravstvo, z izjemnim namiznoteniškim klubom
in pa z nami, Parkinsonovimi bolniki, ki imamo tudi velike uspehe, lahko bilo eno mesto, kjer bi naredili en simpozij o tem, kako ping-pong dejansko vpliva na upočasnjevanje napredovanja Parkinsonove bolezni. Lepo je gospod Bah rekel, eni doma ležijo in ne vem kaj čakajo, najbrž na smrt, te so se pa vrnili v življenje in jim to zelo pomaga. Namreč telesna aktivnost po preverbah v znanosti ugotavljajo, da lahko intenzivna telesna vadba, kakršnakoli, ne samo namizni tenis, do 30% upočasni bolezen, kar je pa zelo veliko. Bolnik sicer ne bo vedel, da je za 30% boljši, ampak bi bil lahko toliko slabši. In jaz pa, kolikor zdaj te ljudi gledam, vidim, ker jih kar poznam, da so pa vsi boljši, kot so bili. To se pravi, ni sam bolezen se ustavila, ampak se je celo stanje njihovo bolezensko zboljšalo. To se pravi, ljudje, ki mogoče se prej ni mogel ne obleči, ni mogel iti na stranišče, to dela, kar je pa izreden uspeh, neodvisni so. Poleg tega lepo jim je, ko mi čakajo, da pridejo. Ta Biserka pravi, zame sobote pa nedelje niso zanimive, ker nimam ping-ponga, jaz hočem igrati. In Vinko je to uspel in izgleda, da so tudi sami bolniki ugotovili, da jim to pomaga, ker je zelo nenavadno, da nekateri komi pridejo do mizo, ko igrajo, se pa premikajo skoraj normalno. Največja nagrada ni samo nagrada, kar doživijo oni kot bolniki, ampak ta, da gredo radi od doma v neko sredino, kjer preživijo 2 uri, doma svojci, pa vedo, da so te 2 uri uživajo, oni doma pa dejansko se lahko malo spočijo, če tako rečem. Največja nagrada za svojca je, če ve, da je bolnik, ki je sicer, če bi ga videli, ko pride v ring in ko dejansko je ves togi, ko dejansko vstopi, ko se dotakne žogice, zaživi. Ampak vse do tedaj, takšen kot je, ne more človek verjeti, da se spremeni po igranju namiznega tenisa v nekako družabnega, nasmejanega, željnega sodelovanja. Vse tisto pravzaprav, kar če ne igra in je zunaj na cesti, če ga srečate ali kjerkoli v družbi, dejansko ponavadi te bolniki Parkinsonovi ne odražamo eno tako veselje, kot ga doživimo v tej dvorani. Znanost se je začela zanimati za ta fenomen. In to predvsem zaradi nepopustljivosti posameznikov, ki želijo odgovore, zakaj so zboleli. In zakaj tako pozitivno vpliva igranje namiznega tenisa na bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Kaj se je zgodilo v njihovem telesu, do kakšnih sprememb pride v možganih, da ti pošljajo naprej navodilo za gibanje. Če jim bo to uspelo ugotoviti, potem verjetno tudi ni več daleč dan, ko bo ta bolezen izgubila status neozdravljive. Do takrat si bo del bolnikov lajšal vsakodnevne tegobe z igranjem namiznega tenisa. Ta je v njihovo življenje znova prinesel nekaj sonca.